Danes smo pripravljeni taki, kako bi rekel, povzetek nekako dogajanja v letošnjem letu. Pač prav smo ciljali na 1. december, ki je začetek tega prazničnega leta, in se bomo v bistvu malo ozrli naprej in ozrli tudi nazaj. In kako to narediti drugače kot z super gosti, ki so že stalnica tukaj v Kibli. Skratka, vabim Tajo, Markota, Tadeja, da se mi pridružijo. En aplavz. Danes so v bistvu ekstra zadržani, v bistvu, ker ne vejo, kaj jih čaka. Zdaj sem že v bistvu prej rekel, da če bi pač jim povedal, kaj jih bom spraševal, da ziher ne bi prišli, oziroma bi pobegnili že prej. Res je? Čekaj, ste se verjetno vsedli? Niste se verjetno vsedli, ne? Kont. Ok, se v bistvu jih poznate, no. Tako da posebne predstavitve ne potrebujejo. Dali smo pa taki simbolični naslov, kaj smo naredili in kaj še bomo, ne. Zdaj, jaz sem potem pozabil, naknadno sem ta naslov malo modificiral, in sicer v kaj smo naredili in kaj šele bomo, ne. Tako da v bistvu, letošnje leto je bilo pač kar cool in mega, in jaz mislim, da bo naslednje še toliko boljše. Zdaj, da ne bom samo sam govoril, pa v bistvu o tem, kako je bilo leto in kako šele bo, bom za uvod v to diskusijo poprašal naše goste. In sicer prvo vprašanje je, kakšno je bilo leto 2015? Kaj se ti je dogajalo, Taja? Kateri dogodek bi na poslovnem področju izpostavila? Daj povej nam malo, no, kaj se ti je dogajalo. Kar s tem, ja. Pa kar prižgi. Ali pa preden, da Taja malo, da je damo par trenutkov, da razmisli, ne. Še vedno, spremljamo Twitter, še vedno je hashtag Startup Maribor. Tako da, če slučajno, kdo je komu dolg čas, pa bomo tu ful zatežili spredaj z diskusijo, pa bo štrca po telefonu, dajte pol štrciti na Twitter, Evo, to je to. Taja, zdaj si razmislila. Ja, nekaj sem, ja. Ja, ogromno stvari se je dogajalo. Pač pri nas, mi smo razvili CoinHub. Čakaj samo sekundico. Ja, ni v redu? Vse on. Simon. Tehnična podpora. Daj drugega, poskusimo. To je vedno tak, ne. Kaj pa dela? Pa se sliši. To sam pravi ded more vžgati po mikrofonu, pa je to, ne. Se slišimo, 1, 2, 3? Ja, super. Ja, no, pri nas se je ogromno dogajalo, v bistvu smo, ko si rekel, na poslovnem področju, verjetno spada tu zraven, da smo odprli podjetje, ne? Pa ja, recimo, no. Potem smo bili tudi na Startup Slovenija tekmovanju, tam smo bili v finalu, kaj še, ogromno smo razvili, na ogromno nekih dogodkov smo bili. In kaj ste vseh teh dogodkov potegnili, no, tak mi pa vej, skratka, ogromno se je dogajalo, ogromno dogodkih si bila, na podiumu, na startupu, drugod po Sloveniji, kaj je nekako rezultat? Zdaj, če pogledaš, bila si na koliko dogodkih, 10, 20? 10 recimo, ja. Ok, kaj je zdaj recimo rezime teh dogodkov? Ja. Koliko pogodb si podpisala? Ja, no, za mene vsekakor, ker pač sem arhitekt in sem zelo velik laik v podjetništvu, moram reči, da sem se pač res ogromno naučila, sploh, bom rekla, teh ključnih zadev, kaj pomeni poslovni model, kako ga oblikovati, kako odpreti podjetje, kako sploh operirati v tem okolju. Tako da se mi zdi, da sem se v tem letu naučila toliko prej, ne vem, na fakulteti v 5 letih, če zdaj pogledam. Ja, pač osnove podjetništva in kaj sploh to pomeni, ne. Ok, če zdaj pogledaš na 2015, na vse te dogodke, katere bi mogoče udeležencem najbolj priporočala in zakaj, ker teh dogodkov je ena taka mala poplava, in pač zaradi dragocenega časa je potrebno izbrati, katerega se udeležiš in zakaj.
Da nam malo povem, mogoče kateri je tisti in zakaj. Za mene je bil vsekakor najbolj zanimiv Podim, ker je bilo tam res eno tako raznoliko kulturno okolje ali podjetniško okolje, ker si res lahko spoznal veliko nekih ljudi, ne? Še posebej za nas, ko smo bili finalisti Startup Slovenija, jaz sem bila kar presenečena, da je pač po tem dogodku, ko je bil ta formalni dan končan, do mene res prišlo veliko nekih ljudi, ne? Dobili smo ogromno nekih kontaktov, tako da to bi rekla, ta dogodek je res nekako izstopal. Ne? Potem tudi v sami tovarni Podjemo, ne, smo imeli več teh vikendov, kjer smo spoznali razne mentorje, predavatelje, s katerimi smo pa tudi nekako navezali neke stike, ne, in začeli sodelovati oziroma smo od njih dobili neke informacije. Potem zdaj je bil še CoinVest, to je tudi sigurno, bom rekla, ena zadeva, ki je izstopala, tako da se dogaja. CoinVest je, mogoče poveš, kaj je to CoinVest? CoinVest je drugače konferenca, kjer naj bi podjetja se povezala z investitorji, sem prav se izrazila? Ampak meni se bolj zdi, no, mislim, za mene je to bilo bolj zanimivo, zato spet, da sem spoznala dosti nekih ljudi, navezala neke kontakte, našo idejo spravila med čim več ljudi, ne. Mi niti nismo šli na to konferenco toliko z nekim namenom pridobiti investitorja, ampak se mrežite, ne. Ok, cool. Prej si omenila še mentorje, bi mogoče izpostavila kakega mentorja, ki ti je ful pomagal, koga bi tudi priporočala, da ga drugi napadejo? Ja, zdaj sodelujemo z Nino Leskovar, ki je pri Lidlu v marketingu, ne, za spletni marketing skrbi. Mene predvsem to področje trenutno zanima, ker tukaj nekako sami šepamo, ne, ker smo pač arhitekti in programeri in še zdaj ne vemo dobro, kaj pomeni marketing. Tako da od nje sem dobila vsekakor neke zanimive informacije, tudi recimo z Matejem Golobom smo rekli par besed, od njega sem tudi dobila nekaj informacij. Naš mentor recimo v sklopu Startup Slovenija, ne, nam tudi ogromno pomaga, ki je Blatnik, ki je v bistvu bivši lastnik Bolhe, ne. Tako da, bom rekla, neke take delčke dobivamo od vseh teh ljudi, ki jih potem sestavljamo v nek mozaik, ne, smiselno. Ok, in kam ste zdaj v bistvu prilezli v 2015, kje ste bili na začetku in kaj imate danes? Kratka, podjetje ste ustanovili, kaj pa se je zgodilo s produktom, z torej odzivom trga in tako naprej? V bistvu mi smo podjetje ustanovili konec februarja, ne, takrat res še nič nismo imeli. Potem smo s pomočjo študentov razvili platformo do te mere, da je nekako bila maja operabilna. Potem smo pa prek medijev v sklopu tega startup tekmovanja, ne, dobili res ogromno nekih kontaktov, ogromno nekih obiskovalcev, zainteresirancev za gradnjo, ne. Tisti, ki ne veste, pač CoinHub je v bistvu platforma za kolektivno gradnjo, kjer želimo združevati različne ljudi, da bi nekako skupaj uresničili svoj cilj, se pravi dosegli svoj dom. Tako da zdaj smo dejansko prišli do te faze, da imamo že resne stranke in danes ravno so bila z Martinom v Ljubljani, no, in smo pomečali 2 za dvojčka, ki zdaj, če ne bo s parcelo nekih večjih težav, se bo začel zelo kratkem graditi, no. Tako da... Ja, brava! Tako da ne, to je bila v bistvu tista premiera, o kateri smo pisali v vabilih, ne, da je v bistvu CoinHub dosegel prvo v bistvu večji uspeh, skratka ste pomečali torej graditelje, da so skupaj v bistvu... Okay. Zdaj, kako to konkretno izgledalo? Skratka... Je zelo zakomplicirano. Glej, sicer imamo še uro pa pol časa, no, da nam razložiš, no, ampak... Ampak daj nam malo na kratko recimo povej, kako je to izgledalo in da bomo mogoče drugi, ki še se oziramo po neki vili tukaj pod Pohorjem znali. Ja, kje začeti, ne? Kako ta matching izgleda? Skratka, kaj? Vi imate na nek način ljudi, ki bi radi gradili? Mi preko platforme, ne, zbiramo ljudi, ki bi želeli graditi skupaj, ne, z drugimi, zato da si znižajo predvsem strošek gradnje, ne.
In potem imamo tudi na platformi neko število zanimivih zemljišč, ne? Tako da potem te ljudi med sabo in s tem zemljiščem nekako pomečamo. Ne? Zdaj, zaenkrat moram priznati, da se to dogaja še zelo manualno. Se pravi, jaz sem preklicala bazo vseh teh prijavljenih, ki jih ni bilo malo. Tudi dodatno smo seveda še oglaševali, skušali dobiti neke ljudi. Pol smo imeli v bistvu to srečo, no, da so v bistvu te ljudje nekako do nas pripeljali zelo zanimiva zemljišča. In smo pol tu začeli delati neke kalkulacije za te projekte, predstavljali kot to res super priložnost, ker tudi je, ne. Je pa res, no, da te ljudje, ki so nekako, bom rekla, odprti do te ideje, ne, so že sami prej razmišljali o gradnji oziroma so že sami imeli neke take pomisleke, ne, da bi pa šli v gradnjo nekega dvojčka. Tako da mi smo jim tu v bistvu samo podpora, ni zdaj, da bom rekla, bi jih prisiljevali nekaj kakorkoli že. Okay, pa so se ti ljudje že v živo spoznali? Tako je, ravno pač kar. Organizirate take, tako, potem, da s Perfected Dinner pa se srečajo. Tako, ko imajo tudi izpolnjen nek vprašalnik, ne, kot nek matchmaking, organiziramo nek zmenek, ne, in ko ta vprašalnik izpolnejo, takoj vidimo, ne, v katerih točkah se nekako ujemajo. In potem jih damo skupaj na sestanek in vsi malo čakamo, kaj se bo zgodilo. Ampak zaenkrat, no, ta prvi korak je bil presenetljivo uspešen, zdaj moramo pa še do lastnika nekako privesti, pa bomo videli, kaj se bo. Mislim, jaz vedno pravim, da trojček vedno zmaga, no, tako da sigurno. To bo mače kašelj. Cool. Evo, da ne bomo preveč zapostavljali ostali gostov, ne, daj ti še nam povej, kaj se norega dogajalo 2015. 2015? Razen tistih dogodivščin na Lento, no, o katerih smo prej govorila tam za šankom. Ko sva se srečala, ne, ob 4. Se spomnim. Ja, nič, kar nekaj stvari, zdaj, če začnem pri začetku leta, smo šli na par, mi razvijamo igre in nam je ful pomembno, da ljudje vejo za našo igro in da najdemo prave kontakte, da najdemo prave novinarje za kasneje PR delati. Da smo bili na parih konferencah letos, med drugim Apps World v Londonu, Pocket Gamer Connect v Londonu, v Ljubljani je bila prvič letos igra razvijalcev iger, mislim konferenca razvijalcev iger, ki je uspela super in upamo, da bo drugo leto še boljše. Zdaj še par drugih stvari, ampak najbolj pa je navdušila v bistvu konferenca v Dubrovniku, Reboot Develop. Naslednje leto bo ista konferenca v Splitu in v bistvu postaja, Hrvati zdaj organizirajo največjo konferenco razvijalcev iger v Evropi skoraj in je res bomba, ne. In tam smo ful dosti ljudi spoznali, je bilo super. Tudi naša igra je bila tam nominirana za najbolj kreativno igro, kar nam je ful dosti pomenilo. Na slovenski konferenci je zmagala za najboljšo igro, kar smo tudi bili veseli. En aplauz. Yes. Potem Elroy je bil tudi na Steamu, smo šli v Greenlight in tam v parih dneh s podporo naših fanov pa prijateljev pa vseh ljudi, ki so pač to tam videli, tudi bili greenlitani, kar je tudi ful dober respekt za nas. Se je ful vesel. Drugače pa v okviru teh startup dogodkov se je kar dosti dogajalo. Je bilo zelo lepo videti, da se v Mariboru, za razliko od, mislim, še bolj kot prejšnja leta, začnejo stvari premikati in da je vedno več nekih podjetij, vedno več mladih, ki delajo neke nove stvari in si upajo in zasledujejo v bistvu svoje neke strasti in cilje. Ja, tako da mogoče sem kaj pozabil. Eno konferenco bi še, ne, če kogarkoli to zanima razvoj iger, je še februarja na Dunaju, Flora konferenca, na katero je treba iti. CEGC. Koga se še zanima igre tukaj? No, CEGC na Dunaju, Central European Games Conference. Tam bo tudi ful dosti dobrih gostov in dobrih predavanj. Okay. Zdaj, kaj se v bistvu ni spremenilo, ne, kaj se tudi v 2016 ne bo spremenilo, ne, je to moje nadležno vprašanje, ne, tebi vedno, ko se srečamo, ne, in sicer kdaj bomo končno lahko na naše iPade naložili tega famoznega Elroya. Ja, naslednje leto, ko bo končan.
Okay. Ja. Ne, Še posebej s podarkom na kovo končan. Zdaj, Tadej je pozabil omeniti to, da v bistvu na začetku 2015 ga v bistvu vprašal, kdaj bo Elroy končan, je pa rekel, v bistvu v tem letu. Ne? In tudi konec 2014 ga vprašal, kdaj bo nas končan, v bistvu 2015. Da to je v bistvu že jaz tega nisem pozabil povedati, jaz sem pa zelo močal to. No, jaz sem te spomnil, no, pač, če si slučajno pozabil. Ne, pri razvoju iger je pač tak, mi to financiramo sami, zelo malo ekipo delamo ful ambiciozen projekt. In pač delamo tako dolgo, dokler ni končano. In ker hočemo pač nekaj narediti, kar bo ljudje res radi igrali. Ne? Ok, da nam to še ne razloži, no, zakaj se to tako vleče? No? Mislim, zakaj je to tako glomazen projekt, čeprav se mogoče na koncu igralcu zdi, da to relativno simpel igra, ki jo mogoče obrneš v enem tednu. Ja, podobno je, kot da bi delal film ali pa serijo ali pa kaj takega. In ogromno nekaj kreativnega dela, ogromno dizajniranja, koncipiranja, izdelovanja puzzlov, pisanja zgodbe in vsi ti sestavni deli, da ne pozabimo omeniti programiranja, glasbe, zvoka, voice-overjev, teksta in vsega tega. Vsi ti deli so med sabo povezani in ne vem, jaz sem eno predavanje na tej slovenski konferenci tudi o tem, kaj smo se mi iz tega naučili. Ne? In zdaj, mislim, mogoče lahko kdaj to ponovim, ampak res zanimive stvari smo tudi sami spoznali v celem procesu izdelovanja tega. In na vsakem koraku se ti lahko zgodi, da če vidiš, da ene stvari ne funkcionirajo, moraš tudi druge stvari podreti, razdreti in novo narediti. Ne? Ampak poleg tega pa mi živimo od projektov, ne? Zraven igre. Ne? Tako da sicer smo imeli relativen mir, zdaj v tem času, ampak mir pomeni, da smo delali prej projekte, pa smo imeli pol čas se ful osredotočati na igro, ampak vseeno mes delamo tudi druge stvari tu in tam in se tudi zaradi tega nekoliko zavlečejo zadeve. Ne? Ampak predvsem je pa fokus kvaliteta in zato te stvari tako dolgo trajajo. Je pa, ne vem, razvoj iger, ne vem, če kdo od vas razvija igre, ampak to je najtežja stvar skoraj, ki jo lahko delaš od softwarea. Ok, kot primer, mislim, vi ste v podjetju delali že v bistvu aplikacije, spletne strani, desktop in web aplikacije. Mislim, kaj je tista največja razlika med razvojem pač neke klasične aplikacije in razvojem iger? Kaj je tista največja razlika? Ni tako blazne razlike, mogoče kreativa. Mi smo delali recimo za stranke, dve aplikacije, eno za Adidas, eno za International Center of Photography, vsak od websajtov, samo website, prvi je trajal 3 leta skoraj, drugi traja že zdaj 2 leti. Ne? In projekti pač, ko dosežejo nek scale, nek nivo, pač tako dolgo trajajo. Ne? In pri igrah je pač to še, da vedno razvijaš nekaj novega. Mi ne delamo nečesa, kar je že bilo videno, ampak mi smo si izmislili novo zgodbo, smo si izmislili pač nek nov tip igranja tudi na nek način in to vse skupaj moramo preverjati sami pri sebi, ne vem, fulja enega arta zraven, notje animacije so ročno risane, se pravi frame by frame, večinoma, ne, tega je ful, ne, in dosti dela nas še čaka, ampak sem pripričan, da nam bo ratalo, ne. Okay. Marko kima, oh yeah, ročno risano. Se ti mogoče vidiš kot del kakšne igre enkrat, te mika tam, mogoče neki gaming, si v bistvu umetnik po duši, ne? Ja, sem zelo velik fan Zelde, to pa je mogoče to, no. En aplauz, ne, čeprav noben ne ve, kaj je Zenda, razen Tadeja. Da povej nam, razsvetli nas. Zelda je pač ena igra na Nintendo platformi in sam tam obstaja in to pač od malega. Jaz igram vsako konzolo, kupim in sam to pa igram. Ne. Ok, pa to ni kakšna, nič pozabi. Ne. Skratka, ne, zgodbe, pač tako kot jih Tadej in ekipa spravlja v življenje skozi to igro, ne, ti spravljaš skozi življenje, skozi objektiv in skozi film. Povej, kako je bilo tvojo kreativno ustvarjalno leto, kaj si počel, kakšne zanimive projekte, da nam malo povej, kaj se ti je dogajalo. Ja, najprej smo začeli v bistvu delati na začetku leta eno revijo občinsko za občino Šmarje pri Jelšah, kjer živim. Smo naredili cel koncept in v bistvu mi izdajamo to revijo za občino 4-krat v letu. To je bolj z vidika dizajna mogoče, ne?
Potem en dokumentarni film smo začeli snemati letos o enemu glasbeniku, ki je prišel iz Madžarske pred 40 leti in se je iz te mega Budimpešte nekako znašel v Šmarju pri Jelšah, ki mogoče vam je še mogoče bolj nejasno, kako je to možno ko meni, ne. Tako da to kot neko tako v bistvu zanimivo zgodbo hočem ven povleči, kak je zdaj en tak človek, ki je igral v Kraljici na dvoru v Londonu, prišel v eno Šmarje, ne živeti. Ne. Tudi zaljubil se je 4-krat poročen, ja, pa velikrat se je zaljubil, ne. Okolje, ja. Tako da bo zanimiva zgodba, no, drugo leto pride ven, planiramo marca. Potem smo delali v bistvu od Podima naprej, smo delali projekt Slovenski startup ekosistem, ki se je potem čez celo poletje nekako trajal, no. Raztegnil, ja. To je bila tudi zelo lepa izkušnja, ker smo v bistvu morali dobiti ene take posnetke, zelo v kratkem času smo morali prikazati, kak je v bistvu Slovenija cool za neke, rečemo, tuje, mlade, predvsem startuperje, da ja, težko je delo mogoče, predvsem tu zdaj vam, ki ste bolj integrirani, ne, ampak vizualno pa v bistvu ni tako težko delo, ne, ker je Slovenija zelo, zelo lepa, ne, in to me je mogoče v tem projektu ponovno nekako prevzelo, ne, kako lahko v zelo relativno kratkem času vidiš tako lepe res prizore, ne, ki te ne mogoče samo za 2 sekunde po tem filmu ful obogatijo film kot tak, ne, ampak bolj tudi tebe, ko si tam, ko to vidiš, ne, kak je v bistvu res ful lepo, ne. In tudi, ko se pogovarjaš potem recimo s tujci, ne, tudi delali smo recimo na Podimu, smo malo spraševali ljudi za video, to še zaenkrat ni objavljeno, kako se jim zdi Slovenija, te gosti, ki so prišli sem, ne vem, iz celega sveta, ne, in so pač vsi so fascinirani na to lepoto, ne, in pa tudi malo v bistvu na to majhnostjo slovensko, ne, kak je to tudi en čar, ne, se nam se zdi dostikrat, da kak je to v bistvu neka stvar, ki nas omejuje, ne, da zato ne moramo, ne vem, iti tak se izstreliti, ne, mogoče, ne, ampak očitno drugi še to včasih bolj cenijo, ne, kot mi to vidimo sami, ne. Te pogovori so v bistvu zanimivi. Drugače pa en tak malo večji projekt je pa bil letos, smo pa delali eno vseslovensko kampanjo o ozaveščanju o samomoru, ki pa se v bistvu smo delali pa tak 30-sekundni spot, kjer je bilo pa treba v bistvu tako neko delikatno stvar pokazati v takem kratkem času, pa na način, da v bistvu je glede na tematiko še vedno te v bistvu pritegne izdelek, ne, je izziv, ne, pa da ti da v bistvu hkrati še pa malo razmišljati, pa da ob tem projektu, ko ti v bistvu razvijaš idejo, pa zgodbo, pa to, ne, če smo že pri tem, moraš pa največji challenge tukaj je pa bil, da sem 10 psihologin prepričal, v bistvu, da so pol vse bile za to idejo, ne. Cool, bravo, to, en aplavz, ne. Ker 10 psihologij ni, po moje, ni hec, ne. Ne, ni, ne. Ok, in je kakva sporednica med tem tvojim delom, perfekcionizmom, na koncu dati popoln izdelek ven in med tem pristopom, ki ga ima Tadej, si lahko privoščiš tovrstni, toliko perfekcionizma, kot recimo Tadej pri igri, da pač potegne projekt za določen čas, ali te pač ti deadline, ki jih imaš, ne, pa Urban, ko ti pošilja take polnočne maile, ne, te to omejuje pri tvoji kreativnosti? Malo je odvisno od okoliščin, od naročnika, ne, oziroma recimo tudi pri tem slovenskem startup ekosistemu video, ne, se je poznali recimo, da je bilo toliko ljudi nekih vključenih v sam proces nastajanja v produkcijo, ne, kar zakomplicira potem cel tudi kreativni proces, ker ne vem, tako pač vsak si misli, da vse zna, ne, tudi neka administratorka v pisarni pol misli, da ve, kako bo pač ta zgodba najlepše tekla, ne. In ko imaš recimo ko imaš takih ljudi zraven pri projektu, pa mnen, ne, tako pravijo, več babic, kila vodete, ne.
Samo toliko, ne, ta disclaimer, sorry, da sem te prekinil, ta administratorka je v bistvu sinonim za moje ime, ne pa moja vloga, ne. Da te vsi razumeli, o čem govori, ne. Ne, Urban, ti si super, ne, v bistvu, z Urbanom, moram povedati, ne, da z Urbanom v bistvu že delamo, zdaj 3. leto že ustvarjamo to neko startup leta projekt, vide, ne, tudi letos so se tako stavili, v bistvu spoznali, ko so delali, ki so bili startup finalisti. In Urban je v bistvu zelo cool, ne. Na začetku, ko smo začeli delati skupaj, ne, je bil zelo tak, malo mogoče ni vedel, kaj pričakovati, kar je normalno, ne, valjda, ne. Jaz tudi, če nekoga ne poznam, pa ne vem, kaj bom ven dobil, sem tudi čisto nervozen, pa živčen, pa pritiskam, ne. Pač to zdaj Urbana tudi malo. Ja, ne. Ampak recimo letos, ne, je bilo ful, v bistvu zelo, že vidim ta napredek v najnem odnosu, če lahko tako rečem, ne. Da toliko zaupaš, ne, da je en dan pred podiumom, ko jaz lahko sam predstavljam, kak stres je to, da toliko ljudi izbereš na enem kubu, pa toliko gostov, pa toliko nekih organizacijskih stvari, ne. In Urban še pol, da morajo te filmčki vse štimati, je on v bistvu en dan pred je rekel, kak je s tem, ne, sem rekel, lej, vse bo super, po noči jih dobiš in bo cool, ne, je rekel, ok, vrejo, ne, cool, ne. In v bistvu je na koncu bilo res cool, no, upam, da je bilo res cool. Skratka, to meni ful veliko pomeni, ne, da v bistvu z nekom si tak blizu, ne, da ve točno, kaj bo ven dobil in da tudi ve od tebe, kaj boš naredil, da ti toliko zaupa, ne, da ti pusti potem tisto svobodo tudi, ne, ker jaz vem, da bo na koncu cool ratal, ne. Sam pust me primir, ne, če tako reče, ne, pa bo zakon, ne. Ok, če se počasi premaknemo, ne, proti zadnjemu skupnemu projektu, ne, v okviru Startup Maribor programa si želimo v bistvu to neko našo majhnost, ta naš ekosistem, ki je vedno bolj živahen, tako si tudi tedaj rekel, ne, v bistvu pokazati navzven tudi v bistvu tujcem, ne, tujini in pokazati, da se v bistvu v Mariboru za širšo okolico ogromno dogaja in da je v bistvu eno tako unikatno in prekrasno okolje za ustvarjanje in tudi za gradnjo startupov, ne. In mogoče poveš malo nekak idejo pa neka izhodišča za ta filmček, preden si ga potem tudi premierno pogledamo. Ja, v bistvu neka ideja osnovna je bila, da ni to mogoče tak čist klasičen promo video, se pravi, da bo tu zdaj, ne vem, Urban pa cela ekipa Startup Maribora govorila, kak je tu zakon pa cool, pa pridite sem, ker tu vam bomo res dali to, pa dobili boste prostore, pa tak naprej, tako kot je pač večina nekih promo videov mogoče narejena danes, ne. Ampak smo hoteli narediti kot, rečemo, nek zelo kratek dokumentarec o preživljanju enega tipičnega dneva mariborskega startuperja. In zato smo vzeli za primer Tajo pa Tadeja, ne, kako ona dva v bistvu preživljata ko tipičen dan v Mariboru, ne, torej v svojem delu in prostem času, rečemo, ne. In tako smo res v zelo kratkem času je to nastalo, ne. Tudi snemali smo en dan, 2 uri s Tajo, ne, pa 2 uri s Tadejem, pa z Urbanom sva šla potem še par stvari tako skupaj, neke izjave posnet, boste videli. Drugače pa je bilo zelo tako hiter, tudi zaradi same časovne omitve projekta. In v takih trenutkih je pa zelo pomembno, da pač, ko nimaš nekega res dodelanega vnaprej scenarija, ne, ker ko delaš recimo dokumentarni film, ne, ti ne veš, kaj ti bo človek povedal, ne veš, kako bo odreagiral, kaj bo naredil, ker ni pa fajn tudi, da ga preveč režiraš, ne, da zdaj ti vsako stvar mu rečeš, daj stopi tu, pač jaz recimo njima dvema rekel, daj pač vi zdaj delite tako, imate običajen dan, pa kot da mene ni, pa ne. Se je to lažje, če imaš recimo en teden časa s človekom, ko se dela res nek dokumentarni film, ker te malo bolj spozna, pa se mu lahko malo bolj približaš, tako kot to mi sicer delamo, ne. Tukaj pa, tukaj smo morali malo kdaj kaj recimo reči, ne, zdaj pa oprosti, sam prekini, prosim to delo, pa grem hiter naprej, ker moramo to posneti, ne.
Drugače pa ja, to je bil nek osnovni koncept, torej kratek dokumentarec in pomembno pač, to sem hotel povedati, je, ne, da se malo prepustiš, ne, tudi kot snemalec in ustvarjalec tega filma, ne, že med samim procesom zajemanja slike in zvoka, da ti v bistvu nisi preveč usmerjen v to točno, kaj hočeš ti dobiti. Ne. Seveda to ne pomeni, da se naprej ne pripraviš, pa ne dodelaš recimo kakšne kadre hočeš posneti. Ne vem, zdaj pa jaz sem vedel, da imaš šla recimo s Tadejem na piramido, ne? Pa sem si že splaniral malo prej približno kakšne kadre, kjer je široke plane, kjer je detajle in tako naprej, da to pol ni cel kaos tam, ko mi da prijema, ne? Pa jaz ne vem, kaj bi s tisto kamero, kam bi obrnil, ne? On mora pač se čim bolj tudi fajn počutiti zraven, ne? Ampak ja, pač ne veš pa nikoli, kam se bo obrnil, kako bo oblečen, kaj bo naredil, ne vem, kaj bo rekel, ne? Konec koncev, tudi ko smo snemali njuno zgodbo kot tekst, ne? Jaz sem jo spraševal, kaj počnete, jaz nisem jo kao to odgovorila, ne? To je šlo v bistvu spontano, ne? Pa v bistvu zelo pomemben, ključen del celega, kaj bo pa rezultat na koncu zgledal, ne? Je pa montaža, to pa se redko kdo v bistvu sploh zaveda, ko gledate tak film, ne? Koliko je pa tu še enega dela zraven, ne? Oziroma koliko je ta del pomemben pravzaprav, ne? Sama postprodukcija filma, ne? Zdaj, če si predstavljate, to, kar sem zdaj vam govoril, se pravi, jaz sem snemal neke pol naključne kadre, ne? Zdaj pa dobiš tu ven materijala, za tak projekt je bilo 140 giga materijala, če si predstavljate, ne? Video in audio, ne? Predvsem video, ne? To je približno, ne vem, 6 ur recimo slike, ne, na koncu pa je prišlo 5 minut, ne. In da ti to vse pogledaš, pa si v bistvu nastaviš, kaj boš uporabil in kako glasbo boš dal zraven, kaj od njune zgodbe, teksta boš dal zraven, ne. To pa pač moram pohvaliti zelo Ajdo, ne, ki je pa montirala ta video, ne, ki danes žal tukaj ni. Je pa spet en tak del, ko nikoli ne veš, tak proces, ko nikoli ne veš v bistvu, kaj, moraš spet zaupati, ne, temu človeku, da veš točno, da ima feeling, da ne bo zdaj čakal na mene, da mu jaz rečem, da je zdaj ta kader, pa ta, pa bo to pač nek izdelek, ne, ampak da na koncu veš, da bo ratal nekaj kulskega, nekaj tega, pač, ko se da malo začutiti tudi, no, ne sam podati informacijo. No. Okay. Zdaj, jaz že tu čutim Taja, da je že kar nervozna, ne, teda se ne bi zdaj več predolgo zadrževal. Marko, tvoja čast je, da pritisneš space gumbek in da si v bistvu premierno zavrti filmček. Try to get to the office in the morning as soon as I can, so I can get ahead of all the emails from projects coming in and I can concentrate on creative and technical work. My day usually consists of getting projects organized, working on code, working on various projects, but nowadays I'll usually spend a lot of my time with pencil and paper, drawing out different ideas for our video game. Here in Tovarna Podjemov is a community forum. I really like that because a lot of startups is working together. We share different ideas, we have common problems, we discuss different issues, so it's a really good environment to work. It's also really good here that we have different social events, different workshops. A lot of lecturers are coming here from all over the world, so we can learn new things and get an ideas how to easier solve our problems. I like to go to as many startup events as I can. There are a lot of technical meetups, entrepreneurial meetups, consultants, and where people can meet each other and try to form teams and think about ideas together.
every day I go jogging in the evening, usually by the riverside Drava. I really like that because it's really peaceful. In the evening there is not many people there, so the water gives me a specific energy. I like doing photography. When you start running your own company, time starts moving faster and faster. And I guess photography is the closest I will be able to get to having a time machine. It allows me to get lost in a single moment as opposed to just running and trying to sift through the chaos that the entrepreneurial world usually will be. Maribor is a safe, small town with peaceful soul, but on the other hand, with very good vibe. All of this is important for creative work. I love Maribor because of the nature and because of nice people and because Maribor is the city of football. The city municipality of Maribor is a capital, knowledge, people and living friendly city. Join our startup community and be productive while enjoying the quality of life. Maribor has curiosity in its people, which attracts world-class projects. From that perspective, we are developing one of the best platforms for the nanosatellites. Many people look at Maribor as a small city, and this is what I like the most. Here we have the space, the time and the peace to create big things that afterwards are traveling around the world. Our startup community is starting up, and we are inviting you to be our part, to be with us, to help us, and we will help you, and we will build a new world. I have a lot of international friends from past and current career who came and visited me, and they always love to come back because they really enjoy an amazing nature, the hospitality of people in Maribor, and a lot of opportunities which allow them to discover new things, and I'm sure they will come back, and you should come and visit Maribor too. Need any more reasons to come and work in Maribor? Startup Maribor team with cool events, amazing mentors, exciting programs and crazy startup community is waiting for you. Okay. Evo, Taja, ti si prva za komentar, ker ga še nisi videla. Ja, jaz sem navdušena. Ne, resno. Mislim, saj itak že vem, ne, da je Marko zelo dober v snemanju filmčkov, pa tudi tej postprodukciji, ko so prej omenil, tudi vem, kaj to pomeni, tako da, ker sem tudi sama v tem arhitekturnem delu se že takimi zadevami ukvarjala, tako da vem, da je to res kompleksno in svaka ti častno. S takimi cool v bistvu nastopajočimi, ne, verjetno pač ni težko to posnet, ne, da še malo dam vode na naš mlin. Zdaj pa mi povej, tak, če bi kot tujec videla ta filmček, kaki vtis bi dobila, kaj te mogoče najbolj navdušilo v celotnem scenariju, kadrih? Ja, mene je sigurno navdušilo. Razen perfektnega stila teka, no, to Ja, to morate vedeti, da to še bolj zabavno je bilo snemanje tega, ne, ko je Marko s fotoaparatom tekel ob meni, tako da sem se zelo zabavala. Ja, ne, mene je v bistvu res zelo navdušile te male zadeve v scenografiji, tako tu, ko sva tekla, ne, ob Dravi, pa so potem ob teh brezah, ko se spuščajo dol k vodi, ko je svetloba pronicala in so bile te scene, svetlobe in nesvetlobe in take male malenkosti, ko se vidi, ne, da je Marko o njih razmišljal. Kot tujcu pa, ne vem, sigurno bi me
zelo pritegnilo, ne, da je toliko nekih zanimivih ljudi bilo vključeno. V bistvu jaz nisem vedela, no, da je v bistvu bilo toliko ljudi vključeno, toliko nekih tudi znanih, pomembnih oseb vključeno v ta filmček. Ne. Cool. Tako da. Ok, Tadej? Ja, cool. Zelo verjel video. Mislim, tako so se že z Markotom pogovarjala, da se mi zdi produkcija top, full dobro narejeno. Pa mislim, ne vem, kaj je to prvi taki video, ki Maribor taki celoti predstavi kot neko podjetnikom prijazno mesto. Se mi zdi, da je to prva taka stvar, ni? Če se to ne zasluži enega aplauza. Ne? Super je, ker ljudje ne vejo v bistvu, tu pač mislim eno selo, tu 90 000 ljudi ali koliko nas je ful malo, pa ne vejo, da se tu stvari dogajajo, da je vibrant community, da se da nekaj početi. Ne. Pa tudi ljudje so z kulture, ne, klub je bil, pa ljudje so ko imajo restauracije, pa športniki, pa vsega Boga, ne, tako da super. Cool. Marko, daj, tvoj finalni komentar, zamah mojstra, si zadovoljen s tvojim izdelkom? Misliš s tem tvojim zamahom na koncu? Moram reči, da ta kader smo najdlje snemali, ne? Urbano, ne? Po mojem smo ga ponavljali 20krat, ne? Ker Urban je... Ja, to sem kot fun fact, ne? V bistvu, tu mi je bilo spet neko tako zanimivo spoznanje, ne? Kak človek, ne? Kot Urban, naprimer, ko ga vidim večkrat na odru, ne? Ko on pride gor, pa je cel nahajpan, pa ful tak zaživi, ne? Teo, ne? Tu pa se mi zdi, da sem imel tako res malo treme, ne? Ja, malo fest. In se mu je kar zatikalo in ni šlo in smo bili, samo 3 smo bili, ne? Jaz pa Ajda pa Urban, ne? In ja, in vse je bilo ful zabavno, ne? Tako je bilo zakon, ne? Ja, nič, cool je bilo to delati. V bistvu je bilo tudi fajn vključiti, tako kot sta tudi Vida že povedala, ne? Da so bili pripravljeni sodelovati ti ostali, če rečem zdaj, komentatorji, ne? Maribora, ki so vsak mogoče z neke svoje perspektive profesionalne je povedal, zakaj je Maribor cool, ne? Ker se mi zdi, da ne, mladim, ne, ki bi se odločili, če bi prišli v Maribor ali ne, ni jim več samo dost, če zdaj imajo oni tu lahko cool pisarno, ne, pa cool evente, povezane s startupi, ampak pač tudi mladi so postali vedno bolj zahtevni, ne, in hočejo imeti pač vse, ne, da je lepo, da je prijetno, varno, ustvarjalno, prijazno, skratka vse, ne, in to se mi zdi bilo res cool, no, da ste tudi vaša ekipa, da je pač tu pomagala zbrati skupaj vse te ljudi, ne. Ja, in pa tudi v bistvu priložnost, da ste vi ustvarili to priložnost, da se je, ko je Tadej rekel, ne, v bistvu sploh prišel do tega, da zdaj lahko se širi naprej pač dobra beseda v mariborskem startup ekosistemu, če tako rečemo, ne. Cool. Tako da mogoče še en aplauz za Urbana in njegovo ekipo, ne. Na tistem petkovem snemanju se je mogoče bila edina priložnost, da se trojček ni izkazal kot najboljša rešitev, ne. In ste res imeli super tremo in še sam sem bil presenečen, kak sem trokiral, ne. In jaz sem obljubil, ne, da sem to dolžen skupnosti, ne, da bomo tisto moje trokiranje, da bomo kot ločen filmček zmontirali, ne, in bomo ga dali v javnost, ne. Jaz upam samo, da ne bom imel več ogledov, kot bo ga imel ta, no. Ok, če se zdaj premaknemo malo proti koncu, torej 2015 je bilo zanimivo, vznemirljivo, zatikajoče se za mene, ne. Daj, kako bodo vaša leta? Taja, kaki so načrti 2016? To je vedno tako težko vprašanje. Koliko zmenkov boš organizirala uspešnih? Ne vem, ogromno, 100. Ok, skratka, uradno je 100 matchingov, to so nekako resnične metrike ali bi to za hec? Ker to zdaj snemamo, ne, pač to se zdaj zaveda, ne. Zdaj moram paziti, kdo tu z podjetniškega sklada? Ja, ne vem, mislim, Urban, to je res težko vprašanje, še posebej pri nas, ne. Ampak nekako v našem planu je sigurno, da zaženemo ene par projektov, zdaj v številkah je težko govoriti, pomečali bomo tudi ogromno. Je pa tudi v planu, ne, da čim prej začnemo nekako tipati tuj trg,
da začnemo ugotavljati, kak pa bi bil ta naš matching v Avstriji, če so mogoče tudi tam kakšni ljudje, ki potrebujejo svoje somišljenike. Okay. Ampak kot direktor se vseeno moraš imeti neke cilje, ne? Glede, zdaj te bom prisilil, da boš rekla, da bo lahko naslednjo leto, ne, ob koncu leta te vprašam, ste dosegli cilje, ne? Zdaj se tako počutim, ko smo izpolnjevali tale Lean Canvas, ko je vsakič prišel pa Urban ali pa kdo drug izmed mentorjev pa nam povedal, da zdaj pa še res nimamo dovolj dobro zastavljeni metrik. Ok, skratka, 100 matchingov, hvala, Tadej. Ja, 2016. KPI za 2016, ali kaj, po katerih nas boš ocenjeval na koncu leta na tem istem dogodku. Ja. Ok, špil bomo dali ven, pač, ne? Za ni druge, ne več. Ful bo konference enih, ful bo vsega, verjetno še bo kak projekt kje naredili, mislim, mogoče tudi ne, upam, da se špil obrne tako, se mora. Ja, pa čim več takih dogodkov, kot je tale, ne, pa upam, da bo Mariboru naprej šibalo tako, ko je zadnja leta šiba, ne, ker se mi zdi, da se je dramatično spremenilo glede naprej, pa da ni več nekak, mogoče celo več ni Ljubljana, tisti center teh podjetniških dogajanj, ne, na nek način, ne. Maribor. Tak malo čutim, to je res, ja. Malo so nas rešili s tem, ko Kiberpipa več ni to, kar je bilo, ne. Če bi mogel napisati Božičku eno željo... Mir na svetu. Bravo. To je bila naša misica Tadeja. Ok, kar se tiče tvojega podjetja ali pa si super zadovoljen, ste super ekipa, bi kaj spremenil, bi kaj nadgradil drugo leto? Ekipe ne bi niti malo spremenil, nadgradil nič. Samo v bistvu, si želim ne želim, ampak da nam motivacija nam tudi ne vzmanjkalo. V bistvu ne vem, tak ne gre naprej, kot gre zdaj, pa probamo čim več iz tega potegniti, pa čim več se naučiti, čim več delati, pa ljudi zabavati z našimi izdelki, če le možno. Ok, hvala. Marko, en aplaus, ja. Da čujem še tebe. Dokumentarni film dokončati, mogoče začeti novega, za katerega je že tudi ideja. Upam, da bomo spet pri startupih kaj naredili skupaj, ne? Podim pa tak, ne? Mislim, Podim je res fenomenalna stvar, ne, res je tudi res ful dober, ne, jaz odkar sem tukaj zraven, vsako leto se mi zdi, da naredite večji boom, ne, in je ful dober, tudi biti del tega kot, ne samo kot mogoče gledalec, ampak tudi, da pač zraven res, ne vem, že sam neko drobtinico pripomoreš zraven, pa je ful cool, ne. Pa čim več tujine v smislu izkušnjo, nabiranja nekih izkušenj, pa rečemo izobraževanja in takih stvari. No. To je že nekaj v planu, ampak še preuranjeno zdaj govoriti o tem. No. Okay. Si pripravljen na scenarij, da se ta Madžar še petič omoži in loči in zamenja partnerko? Si bo to ful vplivalo na tvoj scenarij ali na dokumentarec? V bistvu je nažalost že on preminul in v bistvu, bi radi naredili premiero tega filma na njegov rojsten dan, na obletnico njegovega rojstva, tako da upam, da se to uresniči. No. Bi pa radi tudi šli v Budimpešto za ta film, posneti par stvari o njemu, pa tudi v London bi radi šli za ta namen, ker je pač tudi tam ustvarjal. No. Okay. Glede tega je tudi kar povezano neka tujina. Ne. Okay. Super, tako da veliko navdiha in uresničenih ciljev še za Markota in ekipo. Da na koncu še sam v imenu celotne ekipe malo pristavim svoj piskarček. Ne? Tudi mi smo bili relativno pridni v 2015. Tako so že vsi ugotovili, ne? KPI metrike so pač naš medimek, middle name. Skratka, organizirali smo 64 dogodkov,
ki se jih je udeležilo čez 1000 različnih udeležencev, ne, pač v Google Analytics terminih so to unikatni udeleženci, ne, kar pomeni, da je bilo udeležencev skupaj več, kar smo super navdušeni, in skupaj je čez to mašinerijo tovarne podjemov in partnerjev šlo čez 70 podjetij in podjetniških skupin, in nas pač kot organizatorje nas pač super navdušuje in nas veseli, da tako kot ste ostali opazili, jaz tudi upam, da tudi vi čutite ta v bistvu premik, ki se dogaja v tej podjetniški skupnosti, da ste ta kepa, ki smo jo skupaj začeli valiti v bistvu pred 15 leti, da ste začnela vedno hitreje in da je vedno večja. In predvsem ste pač za to največ zaslužni vi, ne, ki ste toliko aktivni in pripomorete k temu, da dejansko se postavlja, ne, Maribor kot mesto na zemljevid podjetniških središč, kar si vsi želimo. Vsi si želimo uspešna podjetja, vsi si želimo uspešno živahno skupnost in zato za na konec, ne, en velik aplavz za vas, za vse aktivne člane te skupnosti, ki so prispevate, ki ustvarjate, ki se mučite, ki delate popoldan, ki delate čez vikende in razvijate svoje podjetniške ideje. Tako da en velik aplavz za vse vas. Hkrati pa na konec seveda tudi zahvala našim dobrim partnerjem, ki soustvarjajo našo podjetniško zgodbo, in predvsem mestni občini Maribor, ki je v tem drugem delu leta aktivno podprla program Startup Maribor. Z nami k nam se je pridružil tudi podžupan. Dober dan, en velik aplavz še nas podžupana. Skratka, tudi to, da je podžupan gost na naših dogodkih, je neka jasna smer tudi naše občine, da je to malo podjetništvo, startup podjetništvo v bistvu v njihovi strategiji. In jaz upam in si želim, da bo tudi naprej v naslednjem letu tako aktivno podpirala ta naša prizadevanja in prizadevanja naših podjetnikov. Tako da še en velik aplavz za naše mestne oblasti in občino. Hvala lepa. In mogoče za na konec še samo poziv vsem, ki ste aktivni, vsem, ki migate v te naši skupnosti. Ful si želimo vašega mnenja, vaših komentarjev, vaših pričakovanj, želj za prihodnje leto v smislu, kaj še lahko naredimo boljšega, kje se še lahko izboljšamo, koga bi želeli videti tukaj spredaj na teh pogovorih. To, da hočete imeti mene, itak vem, tako da to mi ne radite pisati, hvala. Ampak vse ostale vsebine, goste, kaj želite, delavnice, kaj vam mogoče še manjka v tem mestu, da bi bili ne samo srečni, ampak presrečni. Tako da poznate, ne bom vas več gnjav za hashtagi in e-maili in ne vem, kam nam lahko vse pišete. Skratka, podsukajte nas in nam povejte, ful bomo veseli pozitivnih in negativnih kritik, da bomo lahko v 2016 v bistvu še boljši in še več uspešnih zgodb spisali. Evo, ta monolog se je zdaj zaključil. Hvala vsem za udeležbo. Tam zadaj je še nekaj za prigrizniti in evo, šank se uradno odpira.